Razvojno-informacijski center Slovenska Bistrica je minuli petek na dvorišču Cukr Kuhne pripravil novinarsko konferenco, na kateri so organizatorji podrobneje predstavili letošnjo prireditev Podobe bistriških domačij in nekatere ostale prireditve in dogodke v septembru in oktobru. Program 24 podob bistriških domačij, ki bodo v petek in soboto 10. in 11. septembra v Bistriškem gradu in na parkirišču pri Krozeju, so predstavili direktorica Slovenska Bistrica Tomaž Repnik, vodja Slovenije bistriške svetovalne izpostave Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj Marija Kresnik, Anja Zamuda iz Centra domače in umetnostne obrti Slovenska Bistrica in predsednik Avtomoto kluba Klasik Jernej Senegačnik. Jernej Senegačnik je povedal tudi nekaj več o srečanju godb na Pihala 2021, na kateri bodo nastopile godbe iz območnih izpostav Javnega sklada za kulturne dejavnosti Ormož, Lenart, Ptuj in Slovenska Bistrica. Srečanje bo v nedeljo 3. oktobra pred telovadnico osnovne šole Antona Ingoliča na Spodnji Poskavi. Direktorica Ljudske univerze Slovenska Bistrica Brigita Kruder je predstavila letošnje tedne vseživljenjskega učenja, ki od 6. septembra do 10. oktobra že 25. leto zapovrstjo potekajo pod okriljem Bistriške ljudske univerze. V okviru prireditve bodo v sredo 15. septembra izvedli tudi parado učenja. Več o jesenskem dogajanju v knjižnici Josipa Vošnika Slovenska Bistrica je povedala Mojca Plaznik-Plavec. Program letošnjega Evropskega tedna mobilnosti, ki bo v Slovenski Bistrici potekal od 16. do 22. septembra, pa je predstavil Tomaž Pristovnik iz RIC-a Slovenska Bistrica.